Evo, kakih 10-12 let nazaj sem jaz začel delati videe na računalniku in jih nalagal na YouTube. Tam so jih ljudje gledali. Bilo je zanimivo po svoje, ker sem gledal anonimne komentarje, nisem pa videl nikoli, kdo to gleda in kakšni so kaj občutki ob gledanju. In evo, veliko let kasneje, z veliko volje in poguma in truda, sem zdaj že drugič v kinu, kjer se bo predvajal nov film, ki smo ga naredili z ekipico. In moram reči, da je zelo zanimiv občutek in čutim ogromno ponosa ob tem, ko ljudje pač pridejo v kino in gledajo film skupaj in da lahko tudi ti sam z njimi to doživiš in vidiš, kaj ob tem čutijo, ko gledajo ta film. Jaz, ko sem začel, ni bilo nobene zares neke opreme in vse, kar sem imel, je samo en ta webcam na računalniku in samo že s tem sem začel nekaj snemati. In danes sem tukaj v kinu, kjer se bo kmalu vrtel moj nov celovečerni film, ampak dandanes pa imamo ogromno ene opreme, ki jih imamo tudi tako dobesedno v žepu. Lahko bi ga dal ven in rekel, evo, s tem lahko jaz grem zdaj takoj ven in posnamem nekaj s svojimi prijatelji. In če sem dovolj vztrajen, lahko pač prideš do tega, da na koncu posnameš ne samo svoj nek sketch ali kratek film, ampak celovečerni film ali serijo. Kakor se je to meni zgodilo, potrebno je samo enostavno veliko volje in truda. Tukaj v Sloveniji se mi zdi zelo enostavno narediti nekaj in vse, kar rabiš, je samo par prijateljev in telefon. Česar ne morem reči za kakšno drugo državo ali nekje drugje, zato ker te takoj lovijo po cesti ali karkoli rabiš dovoljenja. Ampak tukaj je pa tako, majhna država smo in vsi so nekako bolj kot ne gostoljubni in prijazni in lahko greš kamorkoli in vprašaš kogarkoli, karkoli, če ti lahko ponudi. In v 90% ti v bistvu dajo to možnost, da lahko ti, ne vem, s svojimi prijatelji prideš na neko lokacijo in tam posnameš nekaj. Kar se mi zdi, da drugje ni tega privilegija, ki ga imamo tukaj. Zato zelo priporočam, da to izkoriščate. Mislim, izkoriščate, ne mislim to negativno, ampak tako na kreativen način, no, pozitivno seveda. Vse v imenu umetnosti. Jaz sem se sicer sam veliko naučil, kar se tiče snemanja filmov, če lahko rečem, ampak drugače pri nas obstaja ena krajša pot, ki se ji reče šola. In to je AGRFT, recimo en primer pri nas, kjer lahko greš študirati ali režijo, montažo, kamero, scenaristiko recimo tudi. In to je recimo ena čudovita pot, ki jo lahko prehodiš, zato ker tam dobiš vse možnosti, ki jih rabiš, da posnameš nekaj resnega. Tako ekipo, kot budget, kot pač profesorje, ki ti pomagajo, mentorje. In tako rekoč ne greš tja se samo učiti, ampak greš tja dejansko tudi posneti nekaj svojega. Posnameš kratek film, posnameš dokumentarc, mogoče tudi napišeš kaj za naprej. In to ti te vse možnosti ti daje, recimo šola, kar pa ne dobiš kot samouk, kar moraš enostavno sam doma delati in prositi ljudi in prijatelje, da ti pomagajo pri tem, kar sicer naredijo z veseljem, ampak pot je definitivno težja in daljša na ta način. Ampak fino je, da obstaja več poti, pol si pa sam zbereš eno. Vedno si pa lahko tudi itak premisliš vmes, pa greš pol
po svoji poti.